Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so petkove vesti na vesti. Z vami sva Jaka Muda in Huda Buda. Gremo. Uredniki, novinarji in politiki so se srečali na sprejemu 3 predsednikov v Cankarjevem domu. Bilo je živahno. Na koncu je menda celo zmanjkalo pijače. Tam je bil tudi Jaka. Jaka? Kako je bilo? Super je bilo. Super. Sej vidite, da našega urednika danes ni z nami. Je klonil pod tako enormno količino vina. Ja, v redu. No, pa poglejmo prispevek. Pa dajmo. V bistvu meni gre nasploh politika na živce, no. Ja, res, ja. Skozi te vidimo na političnih dogodkih. Skozi me gledate na politični sceni, skozi moram to fotkati, ampak nekako nisem za te stvari, no. Meni ne gre na živce noben politik, politiki so moje delo. Pa si zadovoljna s stanjem politike v Sloveniji? Rada hodim v službo. Politiki so moja služba. Vidite, kaj naredi 60 let komunizma. Noben, ker sem bila tudi sama novinarka in ste vsi zelo fejst. Cenim vaš poklic. To si mogla reči, ali resno tako misliš? Resno tako mislim. Sem narobe vprašal, kaj pa novinarke? Novinarke so tudi zelo fejst. Ministrstvo za šolstvo je začelo z uvajanjem elektronskih učbenikov, ki bodo postopoma zamenjali papirnate. Minister Lukšič nam je pojasnil, kako poteka projekt in kakšne načrte imajo z njim. Mi nimamo nobene iluzije o tem, da bi knjige popolnoma odpravili. Mi še zmeraj mislimo, da zlasti v prihodnem obdobju, da so učbeniki v knjižni obliki potrebni. Ampak moramo pa pripraviti vse za to, da se približamo tej mladi generaciji, ki čez zdajle več stvari dojema skozi elektronske verzije in tako naprej. Tako da ta postopek smo zdaj sprožili, se pravi v definicijo učbenika bomo spravili tudi elektronski učbenik. Ok, zdaj te bom nekaj vprašala v zvezi s tem, kar me v bistvu ful zanima. To tako zdaj, kar na izpitu deluje. Ja, sej. In skoraj bi si človek mislil, da ja. V glavnem, zanima me, a bo to kaj stal? A bomo mogli kaj keša dati za te stvari? Siguren. A res? Se po moje bo treba računalnike kupati, ali kva? Ne, mislim, za učbenike na računalniku. Res me zanima me, a kva so rekli, ne veš? Nič nisem povedal. Sam verjetno cnej, ne, kakor knjigo natisniti. Pa kupati pol. Ja. Ampak kako zdaj, mislim, kaj bo s fotokopirnicami pa to? Kaj se bo zgodilo s fotokopirnicami? Ja, to je tudi res. So živele od fotokopiranja zapiskov. Sem zato pa dajo toliko dreves posekali. To je tudi res. Ja. To je tudi res. In živimo v takih časih, ko so drevesa zelo pomembna. Zmago Jelinčič je ovadil Andrejo Jerina, državno sekretarko iz službe vlade za evropske zadeve in razvoj. Sumijo, da je zlorabila položaj, ker naj bi ustavila črpanje evropskih sredstev. Blokirala naj bi skoraj 300 milijonov evrov. Jelinčič je tudi pozval predsednika vlade, da proti njej vloži odškodninske tožbe. Čakaj, zdaj mora nekaj povedati o tem. Vesna je bila tam, ne? Ja, po moje bi lahko Vesna nekaj povedala. Jo bomo poklicali. Zdaj poklicali. Pa je, da jo je zasnežil. A ja? Ja, sneg pada, ne, namreč. Ja, res je. No, da vidimo. Vesna, živjo! Dej, povej nam, kaj je Zmago Jelinčič kaj povedal na svoji tiskovni konferenci. Najprej Zmago Jelinčič, točno. Ja, on je pravzaprav ovadil, podal kazensko ovadbo proti magistri oziroma državni sekretarki iz službe vlade za evropske zadeve in razvoj, ki naj bi pač zaustavljala črpanje evropskih sredstev. Sicer pogledamo v prispevku. V Slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da gospod Ploštajner ni odšla sama, ni odšla po lastni volji, zato ker ona dobro ve, kako gre z delitvijo, dobro ve, kakšni roki so potrebni in dobro ve, kakšen je pošten način delitve teh sredstev. Ker so gospodje zavlačevali in omogočili s tem nekaterim svojim prijateljem, da so si pripravili dokumentacijo, razpisa za leto 2009 ni bilo in škoda bo, ne glede kaj bo zdaj storila vlada s temi razpisi, nepopravljiva. Med drugim, veste, Slovenija mora za nečrpanje sredstev, med drugim, plačati tudi kazen, ker jih ne črpa pravočasno.
Nadzor dela tožilstva, ki ga je opravilo pravosodno ministrstvo, je pokazal hujše nepravilnosti. Če na Vrhovnem državnem tožilstvu in Ljubljanskem okrožnem tožilstvu v 30 dneh ne bodo vzpostavili zakonitega stanja, bo minister začel s postopki razrešitve generalne državne tožilke Barbare Brezigar in vodje Ljubljanskega okrožnega tožilstva Tamare Gregorčič. Nadzor je bil uveden zaradi primera finskega novinarja Berglunda, proti kateremu je pregon zahteval kdo drug kot Janez Janša. Vesna je pravkar na tiskovni konferenci tožilstva. Vesna, se slišimo? Zdaj pa se nahajam točno pred Vrhovnim državnim tožilstvom, kjer je Barbara Brezigar se opremila s pravo grmado državnih tožilstev in vsi skupaj so zavrnili interpretacijo tega nadzora, ki ga je naredil minister, in vsi skupaj so mnenja, da pač je ta nadzor temeljil na podlagi političnega vprašanja in merjenja moči. Ok, Vesna, hvala. Hvala, Vesna. Torej gre za njegovo interpretacijo poročila, ki ga je izdelala nadzorna skupina. Za takih zaključkov, da gre za hujše nepravilnosti v poročilu in da gre za nezakonito delo, ni. To je interpretacija ministra, s katero sem bila jaz pač zdaj tako preko medijev seznanjena. Mi ne priznavamo, da so bile storjene v tem obsegu kakšne napake. To je prva stvar. Ja, jaz to, ker mi smo odgovorili, da je bilo v redu poslovanje, ne? Vedno in vsak trenutek sem pa svoj položaj pripravljena zastaviti za to, kar je prav. Vedno in vsak trenutek. Ne vem, kaj bo minister poslal. Ne vem, kako bomo in kako je mogoče reagirati. Vem pa, da bom vedno poskrbela za samostojnost in neodvisnost tožilcev. Vedno. In če je to problem položaja, jaz s tem nimam popolnoma nobenega problema. Svet še vedno razburja uporaba telesnih skenerjev na letališčih. Medtem ko nekatere države že uvajajo omenjene naprave in večina članic Evropske unije nasprotuje. Kaj pa ti jim nasprotuješ? Meni se zdi ok. Zakaj? Je tako, ne? Vse mi povej! Zaradi varnosti pa to. Zaradi varnosti štekam. A ti bi šla čez ta skener? Ja, a bi imela izbiro, mogoče? A pa bi dala na Facebook slike? Nimam Facebooka. Mislim, pa bi jih pokazala. Če bi imela, bi, no. Aj prav. Kome čakamo? Ja, okej. Kultura. Je kje pa šport? Jebe šport. V Cankarjevem domu smo bili na vaji za novo glasbeno gledališko predstavo Martin Krpan. Premiera bo v četrtek, 14. januarja v Cankarjevem domu. Igrata Pavle Ravnohrib in Boštjan Gombač. Režiser pa je Matjaž Latin. Yes! A ni Latin? Matjaž Latin. Yes! Kako pa je? Matjaž Latin. Yes! Pejte gledat! Podpiramo kulturo, veš? Ja. In šport. Ne. Gre za neko novo videnje že zelo znane zgodbe Martinu Krpanu. Gre v bistvu za srečanje tega originalnega Krpana, ki seveda živi v današnjem času kot en scenski delavec tukaj v Cankarjevem domu, z glasbenikom, z enim muzičarjem, to pa je Boštjan Gombač, ki pa se pripravlja za en nastop. In pred tem nastopom trčita ta dva lika skupaj. Kaj bi ti, če bi nate prišel na danes? Še vreme. Direktno iz terena se nam pridružuje Fina Nina. Pridi, Fina Nina, in nam povej, kakšno je stanje zunaj. Tukajle se lahko usedeš in se nama pridružiš in nama poveš, kaj se zunaj dogaja, kako grozno je. Zasneženo, sploh nisem videla pred sabo, čist nič, kaj naredila z mene. Katastrofa vam povem, to se težko boste vozili z avtom in hodili po pločnikih. Kaj ti praviš na to? Ja, in ti? Hitro posanke. Pazite, da se koga ne zabijete. Ker se več ne vidi, vse je bilo. Katastrofa.
Iz ljubljanskega studia 136, to so bile petkove vesti na vesti. Z vami sva bila Jaka Muda in Huda Buda. Lepo se mejte. Pa še fina Nina.